Tone Kušar, ki kot električar dela že 30 let, je prepričan, da je delni električni mrk v državi posledica naravne katastrofe. Te ni bilo mogoče predvideti, škodo na daljnovodih pa bi se, tako Kušar, dalo preprečiti. Če bi bili bolj vzdrževani ti daljnovodi, ali bi se tudi porušili? Če bi bilo boljše vzdrževanje, sigurno se ne bi porušilo. Mislim, da se premalo vzdržuje teh daljnovodov. Žled je samo na Pivškem in Postojnskem skupaj polomil 100 km daljnovodov. Odgovorni na Elektro Primorska zatrjujejo, da so daljnovode redno vzdrževali. Mi vzdržujemo naprave tako, kot je potrebno. Vendar proti vsem naravnim katastrofam se pa ne da vzdrževati. Žled je tudi na Loškem povzročil ogromno škode. Ljudje bodo zaradi polomljenih daljnovodov brez elektrike najverjetneje ostali še vsaj teden dni. Z agregati večinoma vzdržujejo le zamrzovalnike, domove pa ogrevajo s pečmi in starimi štedilniki. V starih časah, kaj če vam povedati? Na območju Elektra Primorska je v tem trenutku brez elektrike še vedno okoli 3000 gospodinjstev. Največ, kar 30 000 jih je danes brez elektrike na območju Elektra Ljubljana. Če bi stare daljnovode povsod zamenjali z novimi, pa takšnih razmer in škode zdaj ne bi imeli, je prepričan Kušar. Kovinske konstrukcije sigurno po 30-50 letih poroznejše ratajo, niso več toliko. Materiali ušuhnijo, zato se je to naredili. Za nekaj škode so kriva tudi drevesa, ki so se pod težo žledu podrla na daljnovode in jih polomila, pravi Kušar. Zato bi morali vso drevje v bližini daljnovodov posekati. Podrte daljnovode pa na novo zgraditi pod zemljo.